pozdravljeni v In Vivo Veritas. Danes smo ponovno na obisku pri Slavku v Franciji in sicer, da spregovorimo o muzeju Rolling Stones, kar je očitno precej očitno, nahajamo se namreč v njem, lahko ga že vidite za mano. Slavko, zdravo. Lep pozdrav. Torej, nahajamo se v muzeju Rolling Stones in tukaj za nama je ogromno plošč, zgoščenk. Koliko jih je? Kdo bi vedel? Tega je toliko, da niti sam ne vem, je pa vse, kar so oni izdali. Imam katalog, kaj je vse bilo izdano, tako da imam do dan današnjega dne od 63. leta, ko so izdali prvo singlico, je vse tle po stenah. In katera je bila zadnja? Zadnja je bila, kamere ne vidijo, je Forty Licks, dodatna izdaja, ki so jo izdali 27. julija. Letos? Ja. Ne nova, nova plošča pride septembra, oktobra. Oni izdajajo razne box sete in iz koncertov in remastered, tako da vsako leto nekaj izdajajo, tako da ta je bila zadnja, 27. aprila. Kdaj so pa pravzaprav začeli? Oni so bili še dokaj mladi, ko so začeli svojo pot. Ja, oni so začeli kot band, kot Rolling Stones 63. leta. Drugače so že prej so igrali po drugih bendih, vsak po svoje, ker tudi niso bili vsi enako stari. Bill Wyman je bil starejši, pa je igral že v drugih bendih prej. In začetek je bil 63. leta, recimo 63. leta s to prvo ploščo. In kdaj si jih začel ti spremljati? Ja, jaz sem jih začel spremljati leto pozneje, 64. leta, ko so izdali prvo LP ploščo, veliko ploščo, ne. In kako si pravzaprav prišel do njih? Vedno pravijo, plošča se je včasih hodilo kupovati v Italijo, v Anglijo, ne nazadnje. Kje in kdaj si jih ti prvič slišal? So te takoj očarali? Ja, očitno so me. Prvič sem jih jaz slišal, ker jaz sem imel starejšo sestro. Ona na srečo je bila tudi, se vidi, da je bila podobna krvi kot jaz. Tako da ona je kupovala plošče, ona je imela že prej plošče od ostalih grup, prej ko so bili Rolling Stonesi. Beatlesi so bili že pred njimi, je že imela od Beatlesov plošče, Polanke, Prislija, Muddy Watersa, Buddy Guyja. Ona je kupovala plošče že prej, kot sem jaz sploh vedel, da bom jaz začel kupovati plošče. Tako da prvič, ko sem jih jaz slišal, ko je sestra kupila ploščo. Drugič pa smo se vsi zbirali v Kopru, kjer je za tržnico. Tam je bil letni kino, za letnim kinom so bile soline in tam so prihajali tej, ko so imeli ringišpile, te vrtiljake in raznorazne druge stvari. V glavnem so imeli tudi jukebox vedno. In vem, da so bili češki Romi, da so imeli vse najnovejše, kar je prihajalo ven, so oni imeli v jukeboxu. Kje so dobili, ne vem, ker niti takrat nas ni zanimalo. V glavnem tam so oni imeli in Beatlese in Rolling Stonese in Prislije in vse te bende so imeli oni notri v jukeboxu. Tam sem prvič recimo, da smo začeli s to zgodbo Beatlesi in Rolling Stonesi. In kako hitro je sledil prvi koncert? Prvi koncert potem je bil dosti pozneje. Prvi koncert je bil potem 67. leta, nas je šlo 10 iz Kopra v Milano. Tako da prvič smo jih takrat videli. Si jih pa potem ujel tudi na nekaj tvojih potovanjih z ladjo. Konkretno vem, da si bil v Havani. Si to med službeno potjo šel na koncert slučajno? Ne, Havana je bila dosti pozneje. Havana je bila leta 2015. Havana je bil koncert, zaključni koncert turneje po Južni Ameriki. To je bilo pred kratkim, tako rečeno, ne. Havano sem šel
Havano sem šel posebno samo zaradi njih, ker v Havani z ladjo nisem jaz bil nikoli. Jaz sem bil vse okoli Havane, po vseh tistih otokih, mimo Kube, za Kubo, pred Kubo, za Venezuelo, vse povsod. Nikoli na Kubi se nismo ustavili, ker je Kuba je bila pod embargom, non-stop. Edino Kanadčani so lahko vozili. Če si bil na kanadski ladji, si lahko prišel v Kubo. Tako da jaz sem prvič bil tam 2015 na Kubi, Rolling Stonesi so bili tudi, tako in tako prvič tam 2015, nisem bil z ladje. Tako da zanimivo pa je bilo, da sem sedel v Havani v eni restavraciji, kjer sem tudi srečal ene diplomate iz Češke republike, pa tam smo se spoznali, malo govorili gor in dol. In jaz sedim in gledam na morje, je bilo ob obali, gledam na morje in vidim ladje, ko hodijo mimo. Sem rekel, no, končno, zdaj jaz gledam vas, ko sem prej gledal z ladje Kubo. Kje vse pa si pravzaprav obiskal njihove koncerte? V Sloveniji niso nikoli igrali, kaj ne? Ja, bili so blizu, v Sloveniji bili so zelo blizu, bili so 76 leta v Zagrebu 2 dni, potem so bili v Beogradu, so bili v Zagrebu še enkrat 98 leta, potem so bili tle okoli. Jaz govorim Slovenija, ker Slovenija je vse tle okoli. So bili v Zeltvegu, so bili v Imst, so bili v Milanu, v Rimu, na Dunaju. Vsak koncert v zgodovini Rolling Stonesov so bili na Dunaju. Vsaka turneja po Evropi so bili na Dunaju. Tako da Slovenija do Dunaja je par ur, ne, koliko, 3-4 ure, da oni, ki so iz Maribora, od nas le malo dlje, no. Pa je to pomenilo, da je bil tudi koncert kaj drugačen, češ vračamo se, tukaj smo skoraj doma? Ja ne, kako mislite drugačen? Na Dunaju, če je bil kako drugačen koncert, da je bil poseben ali kaj? Ne, nič posebno, nič posebnega. Koncert kot koncert, to so pravzaprav vedno eno te isto, bi lahko človek rekel. Koncerti, ko so na stadionu, so koncerti na stadionu, je vse podobno. Ko so v parkih, ko so najbolj zanimivi koncert, to je dobro vprašanje, če je bilo kaj, najlepši koncert, vsaj meni, za druge jaz ne morem govoriti, vsak ima svoje, je bil Circo Massimo v Rimu. Ta scena tistega rimskega dirkališča in tiste kulise rimske vse od zadaj, ko je bil tam oder in ko si jih snemal oder in ko si šel s kamero okoli, ko se vidijo vse tiste rimske razvaline in to je bilo nekaj najlepšega, kar je v Rimu. Kaj če stadioni so kot stadioni, so posod isti. Ali je to Meazza, ali je to Happel, ali Olimpija stadion, ali Uni stadion, parki so tudi vsi podobni parki. Tisto je bilo najlepši koncert. To je bilo 2014 za Forte on Fire tour, Circo Massimo. In tako in tako Mick Jagger, vse on to določi, kje bodo igrali. Saj, a ni tudi on bil ta, ki je rekel, da se morajo začeti ukvarjati z lučmi, da ni v redu, da samo pridejo na oder in jih osvetlijo, da je dejansko, da se morajo ukvarjati torej s samim nastopom. Preden so se prižgale kamere, se omenil, da je imel tudi nekatere trenerje pravzaprav za nastopanje. Ja, seveda, on je imel idole kot vsi drugi mi, ki imamo idole, ki imamo radi glasbo, so oni imeli tudi svoje. Oni so se učili od drugih, kot so se drugi učili od njih. Tako da James Brown je bil dan, ko je skakal, ko je Jagger ga oponašal in eno drugega so se učili. Seveda, on je imel, ne vem, v začetku, a pozneje on je imel svoje trenerje za fitness, za nastope, za ples, za obnašanje na odru, seveda, za vse. Še danes ima, ne samo ne takrat. Še danes, z 80 leti ima trenerje. Sej, zato pa lahko še vedno skače po odru, kaj ne? Ja, skače po odru in skače tudi drugod. Ja, ko smo že pri tem, če spregovoriva še malce o skakanju, menda ima kar veliko družino? Ja, ima družino, seveda, družino,
8 otrok ima z 4 različnimi ženskami, tako da familija je res ogromna in kot jaz sledim, kot opažam, se imajo vsi radi, tam ni kreganja, mogoče bo kreganja pozneje, zaenkrat se imajo vsi radi in vsi se ljubijo med sabo. Celo brata poznam, ker sva prijatelja, tako da vem, da so tudi ona brata, sta dobra prijatelja s familijami in z vsem, tako da familija Jagger je kar lahko za vzgled marsikomu. Kako si pa spoznal brata? Brata sem spoznal potom, en moj prijatelj Peter Šubel, ki ima tudi rad Rolling Stones, je bil na Dunaju in v enem klubu in tam je Chris Jagger nastopil s svojim bendom in tam ga je spoznal. In on je prvi, ki ga je povabil v Slovenijo, v Križanke, potem tle v Kanelo, na Velika Modra na plaži. Zdaj že nekdanjo Kanelo? Kako? Zdaj že nekdanjo Kanelo? Ja, nekdanjo Kanelo, tako da potom tega mojega prijatelja sem jaz spoznal Chrisa in ker Peter sem tudi pomagal kaj pri organizaciji gor dol, tako da ko sem ga spoznal in potem smo skupaj potem vodila še ostalih 7 ali 8 turnej, še sam ne vem, po Sloveniji, Avstriji in Italiji so jaz in on to vodila kot prijatelji, ne kot ne vem, tej organizatorji, to prijateljsko bolj po teh klubih in gor in dol. Kolikokrat pa se je zdaj že vrnil, zdaj sta že kar nekaj časa prijatelja s Chrisom? Ja, od takrat, prvič, ko je bil tle, 2008 je bil prvič tle in od takrat do danes smo še kar dobri prijatelji, tudi na 3 ploščah me je omenil, pa na eni plošči je celo slika z mojega starega avta. Zadnjič je bil tle aprila, ko je bil koncert v Hangar Baru, pa v Miljah smo organizirali tle blizu in v Ljubljani, v Domžalah. Tako da aprila je bil tle to leto. Kaj pa je rekel, ko je prvič videl celotno to zbirko? Najbolj zanimivo, kar je rekel, je sedel tle, kar sedi zdaj ti, je rekel, za nekaj pogovarjala, on govori tisti svojo angleščino, čeprav govori, on govori lepo angleščino, ne govori tisto njihovo narečje, ne, če govori narečje, če je s svojimi, drugače govori, samo ko jaz slabše slišim in parkrat sem rekel, je videl a je rekel, ja, Slavko, zdaj razumem, zakaj imaš ti rad Rolling Stones, zato kaj slabo slišiš. Se je zajebaval, ne. No, saj toliko in toliko koncertov je verjetno tudi... Se je zajebaval, ker tudi on je delal z njimi, tudi on je prisoten na par ploščah, je pomagal ali to ali tisto, tako da on je njihov prijatelj, mislim prijatelj, on je del njih, tako rečeno, ne. Imel pa si tudi še druge njihove prijatelje oziroma sodelavce tukaj, takrat, ko kje so pravzaprav igrali? Ja, zanimiva zgodba je tudi z leta 2008, je prav ta moj prijatelj Peter Šubel je organiziral ne turnejo, organiziral en koncert v avditoriju v Portorožu, kjer so igrali spremljevalna ekipa Rolling Stonesov, basist, tisti, ki igra pozavno, back vokal in trobendo. So bili 4 od ekipe Rolling Stonesov, so igrali glasbo Rolling Stonesov v jazz izvedbi. The Rolling Stones music in jazz way. Tako da takrat sem jaz pomagal tudi pri organizaciji in smo jih malo vozili okoli, pa sem jih pripeljal sem v muzej, so bili navdušeni, so bili tle pri meni, smo imeli party in tako. Tako da zgodba v zgodbo se samo razvija, z ene v drugo. Pa si sicer te originalne člane zasedbe tudi kdaj spoznal? Videla sem na primer na kitari imaš podpise, pa marsikje tudi drugje imaš podpise. Ja, od njih sem edino govoril z Ronnie Woodom. Tiste 3, Kita, Charlija in Mika, sem videl od blizu, pa z njimi nisem govoril. Z Ronnie Woodom pa sem govoril na letališču v Miami od 82. leta.
je bil s svojim menedžerjem in tam smo se tudi malenkost pogovarjali, slikali in smo šli vsak svojo pot. Jaz sem šel domov, oni so šli za London. Kaj pa žena pravi na to, da si toliko odsoten zaradi koncertov in nabiranja materiala? Ja, vse gre tudi ona z mano. Ko so Rolling Stonesi, ko so kje, po Ameriki je bila z mano na Rolling Stonesih, po Evropi, tako in tako skoraj povsod. Tako da ima tudi ona že 20 koncertov, če ne več. Ti jih imaš pa? Jaz imam 64. 64. Wow. Se pravi, več kot en koncert na leto. Ja, na leto, ja, no, ja. Samo takrat, ko je bilo po 40 koncertov, vse tle okoli po Evropi in tle blizu, takrat sem šel na par koncertov, na vsaki turneji sem šel na par koncertov, zato se je toliko nabralo, ne. Če bi šel samo na enega, ne bi uspel. Samo to niti ni nič, kar imam jaz. Imajo večina teh mojih znancev, fenov, ki imajo tudi podobne muzeje, ali imajo zbirke, te take ali drugačne, so bili od 100, 150, 200, 220 koncertov. In to ne eden. Desetine njih. Ker tisti, ki so bili recimo v Nemčiji je bilo 10 koncertov v 10 mestih, je bil povsod. Belgija, Holandija, Nemčija, Francija, si je nabral 20 koncertov v enem turu. Tako da, kar se tiče let, jaz sem bil še premalo. Čeprav to deluje, ja, imam 20 let. Ampak v Sloveniji si verjetno edini s tako obsežno zbirko. Ja, v Sloveniji je kar nekaj njih, da imajo kaj malega imajo, kaj takega pa ne. To je tudi v svetovnem merilu še kar dosti, kar imam jaz, ne. Pa imaš kaj popisano, kaj imaš? Ma nimam, ker je toliko tega, da niti sam več ne vem, kje imam in kaj imam. Ker niti ne vem, ne bom zgubljal cajt s tem, nimam cajta, da bi to se lotil delati. Sej, kako pa najdeš vse te stvari, ker vidim tam naprimer daljnogled z Rolling Stones znakom in napisom, tudi zelo različne majice, nenazadnje sam delaš vino, ki ima Rolling Stonese tudi na svoji označbi, nogavice Rolling Stones, brisača Rolling Stones, še kaj bi se našlo? Kaj je mogoče najbolj nenavaden predmet, ki si ga našel? No ja, to so suvenirčki. To so bolj suvenirčki, to spada. Tega nimam jaz tako rad. Samo če kje najdem ali če kje mi kdo podari, vzamem, seveda, z veseljem. Samo, kaj češ, nogavice, te značke in to. To je spremljevalno, bi rekel. To je kot nekaj, kar mora biti, samo to niso Rolling Stonesi. Rolling Stonesi so original plakati. Rolling Stonesi so original plakati. Rolling Stonesi so original stvari, ki so povezane z njimi ali s koncerti, ali njihove, recimo, kot so plošče, tle imam zanimivo box, ki je tudi podpisal od Mick Jaggera. Take stvari so znamke, recimo original, ki je izdala Avstrija in Anglija. Kako podpisi? Ja, podpisi so, recimo tle imam kitaro, ki mi je podaril Chris. Take stvari so, kar delajo, kar so v muzeju zanimive, ne. Ali pa recimo, tam imam majice, t-shirts, ki so moje, ki so unikat, niso od Rolling Stonesov, samo sem jih jaz naredil za turneje. Tako da, ko prijem na koncert, imam jaz edini majico, ki sem si jaz jo naredil. Tako da drugi gledajo mene, kje sem jaz to kupil. Evo, kot to je njihov znak, samo to je njihovo. Čeprav je muzej moj, je njihovo, samo ni to, ne. So bili oni res prvi bend s svojim logotipom? Logotip je začel v tisti plošči, ten gor Sticky Fingers, 71. leta, je prvič, da se je pojavil ta logotip, ta jezik. John pa še.
en dizajner je z Mikom se nekaj pogovarjal, gor dol, Mik, da bi hotel neki emblemček gor dol in ta je narisal prvič ta famozni jezik in od takrat dalje je šlo samo gor. Džom pa še. Sicer pa, kje pa naprimer dobiš plakate, praviš, da so originalni plakati, kako si pa do njih prišel? Plakate dobim na vse žive načine. Plakate poberem kjerkoli naletim, sem naletel na njega po svetu, škoda res, največja škoda, da jaz to nisem že takoj v začetku, ker sem imel priliko, jaz sem videl plakate v začetku 70-ih let, sem jih videl v Brightonu, sem jih videl v Hamburgu, 70. leta, sem jih videl. Ne vem, kaj se je zgodilo, da jaz to nisem vzel. Pač takrat, Rolling Stones, dobro, Rolling Stones. Takrat še nisem imel prav ideje, da jaz bom imel muzej. Niti slučajno, ne? Jaz sem imel ploščo, sem imel nekaj, samo pač Rolling Stonesi. Pozneje pa sem jaz, kjerkoli sem naletel na razne načine, sem jaz pobral te plakate. Tle gor so dva plakata iz Nashvilla, ki so edina najbrž ohranjena na svetu. Teh nima niti slučajno noben. Bilo jih je 8 v celem Nashvillu, ker sem 7 dni hodil po Nashvillu, če jih jaz nisem najdel, jih ni bilo. In sem jih videl v eni ulici, kjer so banke, so bile gor na kandelabrih, kjer imajo rože ponovadi. So dali rože dol in potem so dali teh 8 plakatov gor. Visoko. In 2 od ta plakata sem jaz pobral. In ostale, najbrž te delavci, ko zamenjavajo, ko dajajo plakate gor in uno, drugo je šlo v nič. In jaz sem uspel ta 2 plakata pobrati. Na vso srečo sem jih pobral pred koncertom. Če bi jih po koncertu, je takoj drugo jutro sem šel tam, da bom mogoče še 2 vzel, jih ni bilo več, ker so dali že rože gor. To so v nekem kandelabri, ko visijo rože gor. Ne? So take palce in so rože in te so nasadili te plakate. No, to je en, potem pa še kjerkoli sem bil, sem videl plakat. Recimo sem šel s tramvajem po Milanu, vidim plakat, prvi postaji skočim dol, grem tam in... Pa so šli vsi lepo dol? Ne vsi. Če nisem imel alfa nož, uni oster nož, ni bilo šans. Z unim nožkom pa sem uspel pobrati marsikaj dol. Ja, druge ni. Ali vzameš, ali nimaš. Če hočeš imeti, moraš vzeti. Ja, druge ni. Oziroma, če hočeš imeti, si moraš tudi narediti, ne? Ja, malo čudno zgleda, vem, da me nič ni zaustavilo. Nič. Celo v Špilbergu sem uspel vzeti en plakat, pred nosom varnostnikov je bil en plakat edini, tudi ne vem, kako da jih ni bilo. Pred njihovim nosom sem jaz ga počasi pobral dol. No, sicer pa, da ne pozabiva, ko so imeli 50 let band, si naredil tukaj tudi prav poseben dogodek v muzeju. Ali ga boš še naredil? Se bliža kakšna okrogla obletnica zdaj kmalu? Ne, ko je bila 50-letnica Rolling Stonesov, sem naredil dogodek v Koprskem pokrajinskem muzeju. V Kopru. To je bil na Muzejski trg, kjer je muzej. V muzeju, tam sem jaz naredil ta dogodek 50-letnico Rolling Stonesov, razstavo slik, razstavo, ker je prišel Chris z bendom na otvoritev te razstave in tega. Sem tudi njegovo glasbo predstavil tam, koncert je bil tam, za pojesti, za popiti, tako da je bil en najlepših dogodkov, kar se jaz spomnim tle na obali, je bila ta 50-letnica Rolling Stonesov. Spontano lepo, vse urejeno. 60-letnica je bila zdaj, 2022, ne?
Ker oni so, prva plošča je 63, samo začeli, recimo začetke, oni pravijo, začetki so bili poleti, prvič, da so bili v klubu 62 leta. Ne? Tako da je 60-letnica. Za 60-letnico pa, kaj sem naredil, se ne spomnim. Ja, naredil sem gor na vhodu sem naredil mozaik, da bi kakšna fešta bila, ne, ker nimam kje narediti. Najprej sem mislil, bom naredil tle doma, samo tle poleti ne bi bilo zanimivo, Portorožu nimamo več kje, odkar ni kanele, nimaš kje niti kam se dati, tako da počasi volja tudi pade. Ne? Saj je mogoče občina Piran že izrazila kakšno zanimanje, da bi mogoče kaj sodelovali? Ne, to je druga zgodba, to je čisto druga zgodba, ki je ni pomoči. V tej občini bom še nekaj proval zdaj septembra, da mine to poletje in te poplave in to, ki zdaj lih ni cajt za take stvari. Bom še nekaj proval ne jaz narediti, proval pomagati narediti. Ker to bo pa zadnje, če to ne bodo poslušali, potem bom ne samo odnehal, še obrnil se bom. Občina Piran pravzaprav bi morala že zdavnaj narediti, ker smo prav mi, GZOP, zmagali volitve. Smo imeli svojega župana, smo imeli svojo ekipo, smo imeli vse. In smo obljubili, da bomo naredili. Samo tej moji, da ne rečem kaj, so se med sabo skregali, namesto skupno, kot je bil moj namen, moja ideja, kako delati v tej prokleti občini, so se skregali med sabo in je ratalo, kar je ratalo. Sej ni, pravijo, ja, kaj je važno zdaj, najbolj važno, rock klub ali ostalo. Pa mene učiti, kaj je najbolj važno. Kaj je najbolj važno. Kdo pa je rekel, da je rock klub najbolj važen v tej občini? Seveda je najbolj važno ostalo. Stanovanja za mlade. Jih niso naredili. Tle v muzeju sem jaz govoril. Sem rekel, najprej, kar bomo naredili, da pokažemo ljudem, kako se dela, bomo naredili 50 stanovanj za mlade družine. In potem bomo asfaltirali ceste in delali za gospodo, kar si bo želela drugo. Pero prvo bo, niso naredili. Moji, ki smo zmagali. Ne, enkrat, ko smo zmagali, te odpišejo in gotovo, nimaš kaj. Jaz nisem politik. Jaz nisem niti hotel biti, niti blizu biti politike. Ker jaz, če nisem sam, jaz ne morem, potem ne več nisem jaz. Alora, naredili nismo nič. Nasprotno, stranišče je ostalo dol iz unega kluba, za goste Palace hotela. Je še en prostor, ki bi bil prečudovit za klub. So dali v najem za ražniče, čevapčiče in ocvrte kalamare, tako da tam tudi ne bo nič, okolje Piran. Tretja ideja bo, septembra bom jaz začel z rovarjanjem, z informacijami. Če to ne bodo naredili, potem naj se kar občina pripravi za kontrareklamo. Kot sem jaz naredil reklame za to občino, ne vem, če je še kdo. 170 člankov o muzeju, ne samo to, vseh muzejih, vse to, ker sem stalno trobo občina Portorož in ono. Televizija, ne vem, kjera ni bila tle, tudi isto. Pomagal na vse načine, starimi avti bil povsod, kamor je bila kakšna ceremonija, reklamiral, uno, gor, dol, vse zastonj sem delal. Naj se pripravijo, če ne mislijo to narediti, kar bom jaz rekel, da se naredi, da se malo vzpostavi spet družabno življenje v Portorožu, ker Portorož je absolutno prazen. Domačinov niti žive duše ni več. Ker če jaz, ki sem od 64 let vsak dan v Portorožu, če jaz ne vem, potem kdo naj ve. Poznamo vse. Portorož je postal mesto ražničev, čevapčičev in kalamarov in nažalost turbofolka. Nimam nič jaz proti
nobeni vrsti z glasbe. Samo meni in takim kot jaz, so mi vzeli tisto, kar smo mi imeli. Je lepo, da je različna stvar. No, zdaj bom proval še enkrat septembra, če ne bodo poslušali, potem pa bo protiudar. Pa je bilo včasih res tako drugače. Spomnim se, na primer, 10-15 let nazaj je sicer bila Kanela, ampak Kanela je bila nekako svetla točka za ljubitelje roka med sicer množico drugih lokalov z bolj elektronsko naravnano glasbo. Je bilo predtem drugače? Pa vse je bilo vsega. Kanela ni bila samo rock. Kanela je imela 850 koncertov. Kanela je bil kulturni prostor. Vse tam so vsi začeli. Vsi tej bendi, ki so 30 let, Kanela traja 24 let. Tisti, ki so imeli 17 let, so že zdaj 50 let. V Kaneli so večina bendov, vsi, tudi Jan Plesenjako je bil čisto mlad fant, je bil tam. Tam so bili vsi bendi, vse zvrst muzike, vse ni bilo samo rock. Je bil etno, je bil jazz, je bil blues, je bil... Samo tam je, kaj je bilo zanimivo? Tam je bil, ker če nekaj mora biti nekje, mora biti v centru, ne moreš ti prirejati. Lepo je, seveda, daleč od tega. Recimo včeraj je bil koncert tam za vrtcem v Luciji. Krasno, samo to ni to. To ni to. Taki koncerti morajo biti v centru, da pridejo turisti, da turiste tudi to zanima. Ne mislite, da turistov je bilo tam koliko Češko so bili koncerti? Pa niso vedeli, zakaj se gremo, vseeno so se vstavili in gledali. Lepo je, da je sve povsod. Ma Portorož mora imeti en tak prostor. Ne samo, pa tudi razstave smo naredili, starih motorjev, pa še avto, pa uno, tretje. Tam se je dogajalo, mora biti nekje v centru. To ne moreš biti nekje skrit, ker ne bo pa prišel noben. Pa je bil pred Kanelo tudi že kakšen prostor? Ma prej so bile druge zvrsti. Kanela pravzaprav ne bi noben prostor, Kanela so bile 3 kabine za se preslačiti. Vse tisto ni bil lokal. To, če govorijo lokal, ma kakšen lokal pred Bogom, vragu. Tam smo se hodili preslačiti, ko smo ležali, ko smo bili mladi. To so bile 3 kabine in par decimetrov, da si lahko spil kavo. To je bilo vse. Tam je bilo, što si bil poleti, ko so bili te koncerti. Ne? Po zimi je bilo prazno, tako in tako. Še dobro, da ne vem, kako je uspel sploh plačevati najemnino toliko cajta. Potem problem Kanele je bil, da ni plačal najemnine za stranišča, ki so bili 600 evrov. Samo za stranišča. On je bil stalno odprta, so hodili vsi iz ulice, vse povsod. To je bilo javno stranišče, povedano. Samo za vodo so dali še enkrat toliko. Ni plačeval, ni hotel plačati in seveda se je nabral dolg in so ga vrgli ven. Samo niso smeli vrč ven. Prav, se je prav, da so ga vrgli ven. Samo bi morali drugemu v najem, da gre zgodba dalje. Ker to smo se namatrali, jaz sem pomagal, koliko sem mogel. Jaz sem pomagal in opremo in pomagal delati oder in pomagal pri organizaciji, pomagal tam. Jaz sem vse gratis, vse zastojn delal, za veselje. Ne? Tako da bo težko, zelo težko bo vzpostaviti stanje, kot je bilo. Ker enkrat, ko greš ti v luknjo, se pride ven. Ne bom rekel, da ne. Vedno se pride ven. Amo težko. Bo trajal, da spet vzpostavimo. Samo jaz vem, da bomo spet vzpostavili s to mojo idejo, ki jo bom imel v septembra, bomo spet vzpostavili in bo bil svetovno znan klub. Ker je še 100-krat lepši prostor, kot je Kanela. In je blizu Kanele. Tako da bomo videli. In je naš. Ni prodan tujcem, kot 3/4 Portoroža. Je vstal v slovenskih rokah. Ne glede tujci, ne tujci. Samo ti, ko enkrat kupiš stvar, je tvoje, lahko delaš kar češ. Tako je. Jaz vedno pravim. Jaz nisem nikoli bil, ker jaz sem generacija taka, jaz nisem nikoli bil proti nobenemu. Sem pa proti Slovencem, to je zanimivo. Ker Slovenci smo se uničili, ne drugi. Drugi imajo prav, jaz bi tudi isto kupil, da bi lahko kaj kupil. Brez skrbi. Slovenci smo uničili Portorož. In Slovenci ga morajo spet dati v pogon. In to je vse. No, pa saj sam ga zagotovo daješ v pogon.
Imaš sicer ta muzej odprt tudi za kakšne organizirane skupine mogoče? Ja, za skupine ne, ker je premičken prostor. Štirje lahko pridejo. Ampak prihajajo pa verjetno redno. Ja, zadnjič se je nekdo javil, da pride ena skupina Indijcev, sem se kar primal za glavo. Sem rekel, ne more, to ni muzej, kot vi mislite, da je to. To je za 3-4 ljudi, tako da sedemo, kaj pokažem in gor dol. Da bi ga pa kam preselil, imam jaz idej še. Samo treba imeti dinarčke, dosti dinarčkov za tisto, kar jaz imam v glavi, moraš imeti dinarčke, ker danes pomagal ti ne bo noben, to moraš sam sebi in če sam nimaš, potem boljče niti ne. Če bi pa prišel kdo, ker je prišel kdo, da je podoben meni, potem sploh ne bi bil problem, ki ima denarja dosti, ne. Pa ti je sicer kdo pomagal ali si to naredil pravzaprav povsem sam, vse, kar vidimo? Sam, je pa, sam, to je vse. To je vse moje delo, vse, kar je tle notri, vse sam. Sam seveda, pomagali so mi, pa še kako, na drug način, z reklamami uni. Kot sem rekel, tej moji znani prijatelji, ki so svetovno znani fotografi od Rolling Stonesov in marsikoga še zraven. Tako da so prišli oni sem slikali in naredili malo reklame, jaz z njimi in tako, kako da ne. Če sem prišel na prvo stran Wall Street žurnala, potem še ameriški ambasador je tle sedel, ker se tisti je rekel, Slavko, pa how you did it? Sem rekel, I don't know. Kako si pa pravzaprav fotografe spoznal? To pomeni, da si imel tudi vstopnice za odrje? Ne. Fotografe sem spoznal potom zvedlo se je, pač Slavko ima nekaj Rolling Stonesov, gor dol, pa poznam vse te glasbenike, ali iz Ljubljane, ali tle iz Istre, ali od drugot in en drugega in tako pride. Vedno, ko spoznaš ljudi, se to samo širi, ne. En drugmu in tako pride ven. To se ljudi niti ne ve, celo sosedi ne vejo, da imam te muzeje. Tako da treba vedno, dobro, Facebook je naredil svoje, Facebook je če imaš kaj za pokazati, je neverjetna stvar Facebook. Ne da daješ gor, kaj si jedel danes, kaj si pil, ne, če imaš kaj za pokazati, se samo širi. In potem, ko vidijo, ko ljudje vidijo tudi, da si z nekom ali nekdo, ki je bil, ki je poznan, potem je to vedno več se še to širi, ne. Saj to ni nič kaj takega, pač zgodba kot zgodba, ne, to Rolling Stonesi, to je njihova zgodba, mi pa ki jim sledimo, smo bolj tako, ne, bolj jim pomagamo, oni ma ne, da se ne zavedajo, oni se prekleto zavedajo, da brez takih kot mi tudi ne več, v začetku, sigurno. Čim več imaš takih, kot te reklamirajo, kot ti trobijo, gre samo dalje. Ja, glede fotografov si mi pa tudi, ko smo si še ogledovali prostor, povedal, da pravzaprav mogoče ravno na Facebooku ima Mick Jagger fotografijo enega slovenskega fotografa, ali kje? Ja, to je tako zanimiva zgodba, da samo v tej zgodbi bi jaz lahko govoril 1 uro. Miro Majcen mu je ime, on pa bi lahko, on ima tak dar govora, da bi lahko govoril 5 ur, če ne več. Miro Majcen je nekako prišel, sva bila prijatelja že prej, on že pred to sliko, on prijatelj z ostalimi, gor in dol. V glavnem, on je bil official fotografer v Špilbergu in v Varšavi. V Špilbergu 2017 je pa naredil eno tako sliko, jaz si pravim čudna, ker jaz fotografijo, jaz imam rad, samo spet jaz se ne razumem v umetnost fotografije. Jaz rečem, mi je všeč, mi ni všeč. Je ena taka čudna fotografija, ki je sama tema in Mik je z roko v zraku, obrnjen s hrbtom, v enem kotu dol, skoraj se ga ne vidi.
In Miki ima to sliko 7 let že na profilni sliki. Zdaj razumeti to. Tako da Miro Majcen, ja, je ta fotograf, ki je neverjetno, iz Slovenije, ne, bi rekel, teh fotografov imajo Rolling Stonesi v zgodovini kar nekaj, ne. Tako da jih poznam par njih, potem je Brian Rasić, tle zanimiva slika. Brian Rasić s kitom, on je tudi večkrat bil njihov fotograf, pa celo v Braziliji, ko je bil v Rio koncert za 1.500.000 ljudi, je bil njihov fotograf. Tako da imam tudi njegovo zgodbo tle, mi je podaril par slik zanimivih, pa Miro mi je tle podaril slike. In to so zgodbe. Potem imam druge poznam z Amerike fotografe, ki so tudi bili tle, pa Italijani, pa oni, Hrvati, Srbi. Zanimiva zgodba. Sam si tudi kdaj fotografiral? Nekdaj, vedno, samo moje slike so se, da se Bog usmili. Jaz sem s temi majhnimi kamericami slikal, kot sem slikal, ne, kot sem uspel kaj ujeti, tako da moje slike se... Tudi ko še ni bilo mobitelov? Ja, kaj pa? Takrat samo, seveda, samo takrat, dostikrat, ne da dostikrat, fotoaparata sploh nisi smel vnesti notri. Ker so te pregledali in jaz sem ga vedno skrival, kamor sem ga, če sem imel mičkanga, sem lahko prevlekel, ko sem imel večjega, jaz bi lahko slikal že ne vem kdaj, samo takrat ni bilo takih mičkenih fotoaparatov. So bili vedno oni večji, tipo ruski, ko so bili te večji, in tisto nisi mogel vleti, te niso pustili notri, kje pa. In te mičkene, ko so bili te Sony, te majhni, tam od 95, 90 leta dalje, takrat sem si skril in zvlekel notri. Kako pa si jih skrival? Ja, skril sem jih tam, kamor me ni jih vsak prijemal. Vem pa, da v Münchnu na Olimpija stadionu, in to varnostnica je tekla za mano. To je zanimivo, ne moški, ženska. Ko sem slikal, je videla, da slikam, ona laufa za mano. Jaz sem zbežal, kaj čem drugo. Baba nora ti je. Bi mi vzela fotoaparat. Si moral preskočiti kakšno ograjo? Ne, sem med ljudmi, to je bilo, sem bil tam nekje v sredini, na parterju dol, in so imeli te varnostnike vse povsod, ne. Še menti, ja, kako je tekla za mano. To je neverjetno, ženska, da mene lovi, to se ni še zgodilo. Ampak zakaj pa so tako strogi? Mogoče veš, glede fotografiranja. Strogi, taka pravila so, ne sme enostavno prepovedano slikanje. Vsaj zdaj ne morejo več nič, ki so se s telefoni vsi. Zdaj telefone zgleda, da ne smejo preprečiti, da ljudje nosi s sabo. Zdaj se ne da več, samo takrat ni bilo telefonov, ni bilo in slikanje je bilo prepovedano. Ma ne samo za Rolling Stonese, za vsako grupo. Pero na Češkem sem uspel priti notri. Na Češkem je bil na letališču koncert 2017, sem uspel priti s fotoaparatom notri. Sem imel za rezervo, sem imel tudi telefon in sem imel tam mičkanga. To je to. Ker ta večjega potem moram nekam nes ali ga skrit, ponovadi ga skrijem, ker nekam ga moraš odložiti. In me niso pustili, sem šel čez drugi vhod, me niso pustili. In srečo sem imel tisto karto, najdražjo karto za odspredaj. Tako da tisto mi je bolj pomagalo. In sem šel nekako, sem rekel, gledajte, in potem sem si dal pres, jaz imam svoj pres, moj muzej imam svoj pres, sliko mojo, Fintime, sem dal tisto gor in nekako sem uspel s fotoaparatom pek notri. Pero ko sem snemal, mi je en tam oddaleč mi je rekel, je hotel reči, en od njihovih varnostnikov nam, in potem sem dal dol, sem rekel, ja, če je že tako prijazen, ne bom več. Da ne pustijo že. No pa tudi to moram še vprašati. Za Keitha Richardsa pravijo, saj veš verjetno, da ko bo enkrat atomska bomba prišla čez cel svet, bojo preživeli ščurki in Keith Richards, ker je pač neuničljiv. In naj bi bil pogosto pod vplivom substanc. Se je to kdaj videlo na odru?
Seveda, Keith Richards se ve, da Keith Richards se je drogiral, samo potem, ko je postajal starejši, vedno manj. Tudi oni. Je pa bil problem, da on, ne samo on in Ronnie Wood, da so radi so malo popili lepo. To je bil problem, to je bil velik problem še pred kratkim, zdaj ne več, ker zdaj ne morejo. Tudi če bi hoteli, ne morejo, ker so že toliko stari in v takem stanju, da ne morejo več. Samo še na turneji 2014, jaz sem ga videl 2007 v Vehter Parku v Belgiji, sem ga posnel, tam, ko pride na mali odrček. Sem snemal Satisfaction komad, sem snemal in on hodi proti meni, 2 metra od mene in jaz držim kamero tako, on me gleda in mi vrže tisti pik, tisto trzalico. Imam gled tam gore. Samo se mu je videlo po obrazu, se mu je videlo, da tako blizu sem bil, da se je videlo in res potem je tam padal po tleh še in tako, da je bil, zgleda, kar lepo popil. Vem pa, da ga je švedski tisk ga je tako napadel, ker na švedskem na koncertu je bil pa dobro pijan. Ga je tako napadel, da je rekel, da so Švedi udarili po teh Rolling Stonesih, da je veselje. Ker je bil slab koncert za to, ali? Ker je pil. In ko je pil, blodi po tisti kitari in mu pomaga Ron Wood, samo oba ne morata piti, ali en ali drugi. To je problem Mick Jagger, ker Mick Jagger vse to vodi in pazi na vso podrobnost. Una dva pa ni mogel kontrolirati, ker tista dva sta pila svoj viski, vsak svojo in šotorov, ko so tam. Oni so posebej, oni niso skupaj pred koncertom. Oni so vsak za sebe. To se vidijo samo na odru. In ko se slikajo 2 minute ali par sekund. No. Tako da alkohol, ne droga več, kje je kakšna droga, te prosim z drogo. Res pa je, da bo preživel. Preživel je zanimiva zgodba je od Keith Richardu, ker so mu doktori govorili. Keith, če ne boš nehal to, bo šel. In on je rekel, na vseh njihovih pogrebih sem bil. To je zanimivo. Kakšna pa je dinamika zdaj po toliko in toliko desetletjih, da igraš v istem bendu? Veliko bendov se je skregalo ali pa so ravno zaradi raznih substanc pomrli. Ampak Rolling Stones pa še kar živijo in delajo. Ja, zanimiva zgodba. Ma kaj je bolj da zanimivo? V vsej tej zgodbi, kako sem jaz 63-64 leta njih izbral, ne Beatlese. Oni so se skregali po 2 letih. 69 leta so tam igrali en koncert gor v Londonu na eni strehi, prej so bili že skregani, tako in vsak po svoje in dobro. Beatlesi ko Beatlesi so naredili alt rock v zgodovini, samo nič od njih. Od takrat dalje vsak po svoje neki blodi in to je to. Rolling Stonesi. Mick Jagger je ta. On je kolovodja, on vodi vse. On vodi komplet vse. Od financ do nastopov, pogodb, vse živo. Keith pa več piše. Keith je več zaslužen za stil njihove glasbe in to, kot Mick. Dobro. Torej za samo glasbo ali tudi za besedila? Besedila bolj Mick, samo v glavnem je Keith malo več, kar se tiče stila in njihove glasbe. Sta skupaj, recimo. Samo uniki, ki poznamo, je le Keith malo več. In oni so bili malo neki od 82. leta pa do 90. niso nastopili nikjer. Celo Mick je imel solo turnejo po Japonski. In vsak po svoje neki. Samo so videli toliko pametni in bistri. Čujte, denar je denar.
so videli, toliko so bili pametni in v bistvu so videli, da vsak po svoje ne bo naredil nič. Pri Kitu je prišlo 5000 ljudi, pri Miku malo več, no, on je že znal hodič napolniti malo več. Samo vseeno ni to to. Ostali pa tako in tako. Charlie je igral jazz po klubih za 50 ljudi. Kdo je bil? Mick Taylor je bil takrat tam, ne, Ron Wood je bil že, no, Ron Wood, no. Samo ni bilo to. In oni ne živijo skupaj. En je v Londonu, drugi je v Ameriki, tretji je vse povsod, četrti. Oni se samo dobijo, ko je kaj pred koncertom se dobijo en teden, da trenirajo. To je vse, kar so skupaj. Samo vedno samo so skupaj, samo tam, ko trenirajo. Mogoče, ko grejo kaj ven, tudi včasih grejo kaj skupaj. Mik gre vedno sam. Kit ne gre ven nikoli, je vedno po hotelih. Ron Wood vsako toliko ženo in otroci okoli. Tako da tudi oni, ki pravijo, ja, da se imajo poln kufer, ne, oni ne živijo skupaj, oni samo delajo skupaj in služijo denar skupaj. Ne samo to, oni futrajo še 400, najmanj 400 ostalih ljudi zraven, celo mašinerijo. Se ne delajo samo za sebe, oni hranijo mase in mase ljudi. To je mašinerija, to je podjetje, ki ga vodi Mick Jagger. In imam še vedno cajt za vse. Za skakati, za plesati, za koncerte, za voditi, za vse ima cajt. To je fenomen od človeka. Takole za konec bi lahko mogoče našim gledalcem predlagal, če bi želeli bolje spoznati Rolling Stones, poleg tega, da seveda lahko obiščejo tebe, katero knjigo ali mogoče dokumentarni film bi bilo vredno pogledati? Jaz imam tam ene 100 knjig, tako da... Težko izbrati eno. Ja, tako da bi težko rekel, kjero... Ja, najboljša je tista, samo ne vem, če je še prodajalo. Mogoče jo, ko je bila 50-letnica Rolling Stones, sem jaz je gor v Londonu kupil. Tista bi bila, ker je napisana recimo za cel band. Tista pa, ko piše vsak za sebe te spomine gor dol, kaj jaz tam. Se mogoče spomniš njenega naslova? Ja, 50th Anniversary of the Rolling Stones. Jaz sem je posodil, tako da nažalost zdaj ne moram pokazati. Tisto rad posodim, da tam z tiste knjige taka rdeča platnica ima že kar velika knjiga. Kar se pa tiče filmov, videov, tega je toliko, da to je tam na YouTubeu, naj najdejo, naj vpišejo notri Rolling Stones in tam bo to. Toliko je tega, da res ne vem, kaj bi jim priporočil. Že v redu, dokler ima njihovo glasbo. Ja. Ker še jaz nimam cajta, toliko kot je tega tle, jaz nimam cajta poslušati. No. Ja, tako, Slavko, lepa hvala, da si potem vzel čas vsaj za megafon, da smo lahko te obiskali in izvedeli še kaj o Rolling Stonesih. Ja, me veseli, dobrodošli, če koga kaj zanima, naj se pojavi, naj se poveže z mano na Facebooku, pa ni problem. Posebno, ko ne bo več tako vroče. Tako. Lahko pride na obisk in si vedno vzamem čas. Lepa hvala. Lepa hvala pa tudi vam, dragi gledalci, da ste nas gledali. Se vidimo ponovno v ponedeljek ob 18. na Megafon TV. Pa lep pozdrav.